Molimo. Gospod naš Bog, pomagaj nam, da bomo Tebe z vsem srcem častili in vsakega človeka ljubili v Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog govori po preroku. Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvu in rekel: Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor sem jaz, ti bo obudil Gospod tvoj Bog, njega poslušajte. Prav tako, kakor si na dan, ko je bilo občestvo zbrano pod Horebom, prosil Gospoda svojega Boga, ko si rekel: Naj ne poslušam več glasu Gospoda, svojega Boga, in ne gledam več tega velikega ognja, da ne umrem. Tedaj mi je Gospod rekel: Prav je, kar so rekli, obudil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor si ti, in položil bom svoje besede v njegova usta in govoril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. Kdor ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor. Toda prerok, ki bi se drznil v mojem imenu govoriti besedo, kateremu nisem ukazal govoriti, ali ki bi govoril v imenu drugih bogov, ta prerok bo moral umreti. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Odpev: O, da bi danes poslušali Božje besede. O, da bi danes poslušali Božje besede. Pridite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja, stopimo mu naproti s hvaležnostjo, vzklikajmo mu z veselimi spevi. O, da bi danes poslušali Božje besede. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo. Pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil. Zakaj On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, čreda, ki jo pase s svojo roko. Da bi danes poslušali Božje besede. O, da bi danes poslušali njegove besede. Ne zakrknite svojih src, kakor na dan preizkušnje v puščavi. Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali, čeprav so videli moja dela. O, da bi danes poslušali Božje besede. Neomožena skrbi za to, kar je Gospodovega. Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, hočem, da bi bili vi brez skrbi. Kdor ni oženjen, skrbi za to, kar je Gospodovo, kako bi ugajal Gospodu. Kdor pa je oženjen, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi in je razdvojen. Samska in deviška skrbi za to, kar je Gospodovo, da bi bila sveta po telesu in po duhu. Tista pa, ki je omožena, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajala možu. To pravim vam v korist, ne zato, da bi vam nastavljal zanko, temveč zato, da bi mogli pošteno in nemoteno služiti Gospodu. Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč, in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod.
Po Kafarnavnu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. Na njegovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončati? Vem, kdo si, sveti od Boga. Jezus pa mu je zapovedal: Umolkni in pojdi iz njega. Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj. Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhom ukazuje in so mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel ob Božji besedi, ob današnjem evangeljskem odlomku. Jezusa srečamo na začetku njegove poti oznanjevanja, njegovega javnega delovanja. Tik predtem pokliče nekaj učencev. To, kar smo danes slišali, pa je pravzaprav prvo izmed znamen, prvi čudež, kot jim lahko tudi rečemo, ki ga Jezus stori. On je oznanjal Božje kraljestvo z besedo, pa tudi z dejanjem. In prvo izmed njegovih dejanj je ta, da človeka osvobodi hudega duha. Razlagalci pravijo, da je evangelist namenoma uporabil to kot prvo znamenje zato, da bi nam na nek način poudaril to Jezusovo poslanstvo, da je vse, kar on dela, pravzaprav usmerjeno v to, da bi nas rešil hudega duha, da bi iz nas, iz vsakega poslušalca evangelija, bralca evangelija, tako kot v tem prvem znamenju, da bi tudi iz nas Gospod izgnal hudo, da bi nas osvobodil hudega. To je njegovo poslanstvo, to je njegov cilj, njegovega delovanja, zato je prišel, zato bo tudi umrl na križu, da bi nas rešil greha, da bi nas osvobodil hudega.